Lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu družbe Kolektor CPG. V letošnjem letu smo od naročnika DARS, Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, skupaj s pogodbenim partnerjem pridobili v izvedbo obnovo vozišča na odseku med Uncem in Postojno. Dolžina odseka brez viadukta Ravbar-Komanda je tam okrog 6 km. Sam projekt je razdeljen na dva dela, in sicer prvi del obnova trase in desne polovice viadukta v letošnji gradbeni sezoni, rok izvedbe je 165 dni, in pa naslednje leto, v naslednji gradbeni sezoni se obnovi še leva polovica viadukta, to je pa planiran rok izvedbe 123 dni. Če pogledamo malo zgodovine, navedeni odsek je bil kot štiripasovna avtocesta zgrajen v 70. letih in leta 1972 predan v promet. Razen na odseku 0055, to je smer proti Postojni, ki je bil v letih 2008 in 2009 deležen obnove, drugih obnov obsežnejših na tem odseku ni bilo. Planirana obremenitev v obdobju 2014 do 2034 presega 42.200 vozil na dan, pri čemer delež tovornih vozil po mojih podatkih bi naj bil krepko nad 5%. Sama trasa pa poteka na visokem nasipu ali pa v vkopu v skali. Stanje vozišče konstrukcije pred izvedbo sanacije je bilo ocenjeno kot mejno in slabo. Bile so prisotne razpoke, pojavljali so se tudi že manjše udarne jame. Jeklene ograje so bile dotrajane, v srednjem ločilnem pasu so te jeklene ograje bile še več ali manj iz leta izgradnje praktično. Posledično tudi nivo zadrževanja varnostnih ograj ni bil več ustrezen. Projekt je bil razdeljen v 4 etape in pa 7 faz izgradnje. Prvotno zatečen profil je pomenil 2 prehitevalna pasova širine 3,75, 2 vozna pasova širine 3,75 in 2 odstavna pasova v širini 2,5 m. Po rekonstrukciji pa ostanejo širine voznih pasov ostanejo enake, se pa širina odstavnega pasu poveča na 4 metre. Odstavni pas posledično služi kot tako imenovani hard shoulder pas, katerega bo možno v prihodnosti v času prometnih konic uporabiti tudi kot prometni pas. To je en karakteristični profil. Vidimo, da smo v bistvu vozišče širili iz 2 strani. Širili smo ga pol metra v prehitevalni pas in 80 cm za 80 cm smo razširili odstavne pasove. Posledično je to pripeljalo do tega, da je na celotni trasi odstavni pas v kompletu novogradnja. Zaradi tega tudi govorimo o rekonstrukciji, ne moramo govoriti samo o obnovi vozišča. Vidimo, da tudi na odstavnem pasu imamo 6 novih asfaltnih plasti in pa v celotni širini pa imamo 2 vezne plasti, pri čemer je prva vezna plast za polimernim bitumnom 25, 55, 65. Vse asfaltne plasti so pa narejene z AC22, nosilne in vezne. Če pogledamo malo količine, na objektu smo vgradili 27.200 ton nosilnih plasti, 33.100 ton veznih plasti in 17.300 ton obrambnih plasti. Poleg vozišča imamo na objektu še ogromno spremljajočih objektov. Tako imamo več kot kilometer podpornih zidov. Podporni zidovi so različnih višin, zgrajeni z kampadami po 12 metrov in pa vsi podporni zidovi imajo robne vence. Imamo več kot 2 km z kamnom obloženih brežin in pa betonske linijske elemente smo izvajali z trimerjem. Tu je bila projektirana sicer asfaltna mulda,
katera je bila projektirana v širini 75 cm. Zdaj asfalteri vemo, da nažalost 75 cm širine asfaltne mulde ne moremo zagotavljati. Tako imamo tu 4900 metrov posledično betonskih muld. Vgradili smo 5200 metrov betonskih robnikov. Tako. Zdaj pa predlagam, da še pogledamo en kratek filmček, kako je to vse skupaj na terenu izgledalo. Tako, to bi bilo iz moje strani vse. Hvala za pozornost in lep dan vam želim še naprej.